Lepo pozdravljeni. Na gradu Sevnica je v sredo potekala prva redna ustanovna seja občinskega sveta občine Sevnica, s čimer se je pričel nov 4-letni mandat tega najvišjega organa delovanja lokalne skupnosti. V novem sestavu 25-članskega občinskega sveta je 7 strank oziroma list. Največ po 8 sedežev imajo v Slovenski ljudski stranki in Slovenski demokratski stranki. Lista Marjana Šarca ima 3 predstavnike, po 2 imata Desus in SD, po enega pa Nova Slovenija in neodvisna lista za občino Sevnica. Način dela v občinskem svetu je bil do sedaj tak, da smo sorazmerno vključevali vse svetniške skupine, ne glede na nekakšna stališča ali pa na neko razmerje, ki je izhajalo iz volitev. Skratka, sorazmerno vključevanje glede na volilni rezultat je nekako izkušnja tega občinskega sveta in verjamem, da bo tudi v prihodnje tako. Novinka v sevniškem občinskem svetu je lista Marjana Šarca. Eden od njenih 3 predstavnikov je Rok Petančič. Ja, mi smo zadovoljni, glede na to, da smo mlada stranka, pravzaprav prisotna doslej bolj na lokalnem nivoju. Menim pa, da zato, ker smo zbrali močno ekipo, ki ima tudi zaupanje med volivkami in volivci, ljudje, ki so že marsikaj tudi v življenju postorili in še bomo postorili, tako da verjamem, da je to bil vzrok, da smo tudi dosegli tako dober rezultat. Poleg Petančiča je ena od 10 novo izvoljenih občinskih svetnic oziroma svetnikov Stanka Žičkar, sicer predsednica Krajevne skupnosti Sevnica v mandatu 2014-2018. Pomembno je, da se uresničujejo projekti tako v mestu Sevnica, kot tudi po vaseh, po drugih zaselkih. Gledamo na to, da delujemo z društvi, tudi z drugimi organizacijami in tudi javnimi zavodi. Poleg tega pa seveda ceste, varnost, zaščitne ograje, plazovi in podobno. Novo predsednico ali predsednika sveta Krajevne skupnosti Sevnica bodo izbrali na jutrišnji seji sveta Krajevne skupnosti. Kot krajevna svetnica si bo Žičkarjeva prizadevala za še boljše sodelovanje z občino. Krajevna skupnost Sevnica zelo dobro sodeluje seveda z občino Sevnica. Občina je sama poskrbela, da se je po krajevni skupnosti te stvari, da so se resničile, dogajale, izvedle, ampak nekako ni bila krajevna skupnost toliko, rekla, prepoznana, pa smo jo poskusili zdaj v zadnjih 4 letih dosti na tem več narediti. Ustanovno sejo je v uvodnem delu vodil najstarejši svetnik Franc Pipan iz Desusa. Člani novega sestava občinskega sveta občine Sevnica pa so se v njenem drugem delu med drugim seznanili s sklepom o začasnem financiranju občine Sevnica v prvem tromesečju naslednjega leta. Na tej konstitutivni seji je nekaj vsebinskih točk, ki so smiselne in prav, da so uvrščene na drug del konstitutivne seje, kajti občinski svet se mora seznaniti z mojim sklepom o začasnem financiranju, ki je normalna procedura v takem letu, ko so volitve, in ocenjujem, da je prav, da seznanjam občinski svet, kako bo v času do sprejetja proračuna za leto 2019 tudi teklo delo. Občinski svet se je prav tako seznanil s sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2019. Ena letošnjih večjih infrastrukturnih izboljšav v mestu Sevnica je bila celovita ureditev Kladnikove ulice. Nedavno pa so pridobitev prenovljene in posodobljene ulice tudi uradno predali namenu. Po nekaj mesecev trajajoči obnovi so se stanovalci Kladnikove ulice končno razveselili njene celovite obnove. Pod tem asfaltom je prenovljen vodovodni sistem, prenovljena kanalizacija, tako meteorna kot fekalna, plinovod je obnovil plinovodno omrežje, elektro je kabliral tako nizkonapetostno kot visokonapetostno omrežje, no in za zaključek pa so bili postavljeni tudi oporni zidovi in nov asfalt. V zaključni fazi je sledila še ureditev vozišča ulice s pešcem prijaznimi prometnimi ureditvami. Skupni znesek vseh ureditev je znašal okrog 200 000 evrov. Sofinancirale oziroma financirale pa smo jo v največji meri občina, občinski proračun in Krajevna skupnost Sevnica. Izvajalec je bila Komunala Sevnica, ki je najlažje usklajevala obnovo vseh teh
vseh komunalnih vodov na tem območju in sedaj je res ulica kvalitetno prenovljena. Prenova Kladnikove ulice ni bila zgolj želja, ampak potreba, dodaja predsednica Krajevne skupnosti Sevnica Stanka Žičkar. Se pravi, ureditvi kanalizacije, vodovoda, prav tako pa tudi same ceste. Ogromno to pomeni, ne samo prebivalcem, za celo mesto je to ena lepa, urejena, varna ulica. Seveda za prebivalca pa sploh, zdaj živijo res v urejenem okolju. Potreba po obnovah se kaže še v nekaterih ulicah v Sevnici. Vendar moramo zelo kvalitetno pripraviti predvsem lastništvo zemljišč, možnost razširitve cest, kot tudi projektno dokumentacijo. Nadaljujemo na gradu Reichenburg, kjer je 37 novih diplomantov Fakultete za energetiko Univerze v Mariboru konec novembra na slavnostni podelitvi prejelo svoje diplomske listine. Diplomske listine je študentom, ki so v študijskem letu 2017-2018 zaključili študij na Fakulteti za energetiko, podelil dekan fakultete Bojan Štumberger. Od lanskega leta, od 1. oktobra do 30. septembra, je na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru diplomiralo 37 diplomantov, od tega 21 diplomantov na visokošolskem strokovnem študiju, 8 diplomantov na univerzitetnem študiju in 8 diplomantov na magistrskem študiju. Pri tej podelitvi danes sodelujejo vsi študentje, ne glede na ločimo redni ali izredni študij, večino pa je študentov rednega študija. Fakulteto za energetiko v tem študijskem letu obiskuje 180 študentov. Od tega beležimo malo povečan vpis v prve letnike, se pravi do diplomskega študijskega programa in podiplomskega magistrskega, tako da je skupaj novincev nekaj čez 80 tole leto. Fakulteta za energetiko je svojim delovanjem začela v študijskem letu 2008-2009 in izvaja študijske programe, ki so izključno posvečeni študiju energetike. Lansko leto smo obeleževali 10-letnico ustanovitve, letos pa bomo obeleževali 10-letnico delovanja. Moram povedati, da se prepoznavnost fakultete za energetiko Univerze v Mariboru iz leta v leto veča. Moramo pa se res pohvaliti, kar se zmeraj moramo pohvaliti, ker premalo tole povemo, da je zaposljivost naših diplomantov zelo velika, saj dosega zaposljivost preko 90% na trgu dela, kar je v Sloveniji redkost. Razlog visoke stopnje zaposljivosti je predvsem v tem, da je študij povezan s potrebami gospodarstva, dodaja Štumberger. Fakulteta sicer na različne načine sodeluje z bližnjimi podjetji oziroma večjimi gospodarskimi družbami, študentje in profesorji pa sicer predvsem za raziskovalne namene uporabljajo inštitut Zelen. Takrat, ko se je bil razvojni center Zelen ustanovljen, je bila Fakulteta za energetiko posredno preko Univerze v Mariboru tudi ena izmed ustanoviteljic. Razvojni center izpolnjuje svoje poslanstvo, v njej sodelujejo gospodarske družbe ter inštitucije znanja. Sodelovanje našo z inštitutom Zelen je relativno zgledno, saj ne nazadnje tudi delimo del stavbe. Letos so že spremenili oziroma nekoliko posodobili študijski program na prvi in drugi stopnji. Posodobitve so načrtovane tudi v prihodnjem letu. Letos nameravamo še prenoviti oziroma nekoliko spremeniti doktorski študijski program. Imamo pa seveda načrte še za tretjo fazo dograditev inštituta v Vrbini. V 10 letih izvajanja študijskih programov na Fakulteti za energetiko Univerze v Mariboru je študij uspešno zaključilo 158 študentov visokošolskega strokovnega, 94 študentov univerzitetnega, 110 študentov magistrskega in 1 študent doktorskega programa energetika. V teniškem klubu Krško se ponašajo z novo pridobitvijo, tako imenovano hardcourt podlago v balonu. Po uradnem odprtju, ki je potekalo v petek, je sledil še dan odprtih vrat. V teniškem klubu Krško so že težko pričakovali igro na novi trdi podlagi, ki je zamenjala 20 let staro in precej dotrajano. Amortizacijska doba je bila že presežena pred dobrimi 10 leti, tako da je bilo nuja, da se zamenja ta podlaga. Prizadevali smo se dobra 2-3 leta. Pred 2 leti namreč smo zaključili prenovo balona, tako da smo dobili nov balon in potem v drugi fazi smo letos zamenjali tudi podlago. Vrednost investicije je znašala dobrih 60 000 evrov.
Za investicijo se moram zelo zahvaliti v prvi vrsti občini Krško in pa Fundaciji za šport. Bili smo uspešni na razpisu, tako da smo dobili nekako 3/4 občinskih sredstev in 1/4 sredstev iz strani občine. Hkrati je tudi teniški klub vložil lastna sredstva, zato da se je pripravila sploh celotna investicija. Veliko so pripomogli tudi člani in ljubitelji kluba oziroma prostovoljci. Predvsem govorim o posameznikih, ki so vložili ne samo svoj čas, ampak tudi svoja finančna zasebna sredstva, zato da imamo lahko tukaj družbeno koristne dejavnosti. S to pridobitvijo pa še niso zaključili z infrastrukturnimi vlaganji. Nekako prišli smo na 3/4, ostalo nam je še zunanja razsvetljava, skladno s katero bi lahko otrokom potem omogočili enake pogoje, kot so jih deležni na nogometnem klubu in na ostalih klubih, in pa zamenjava dotrajane hiške, ki pa je tudi stara že več kot 40 let. Infrastrukturne prenove vsekakor pomenijo boljše delovne pogoje. Trenutno v teniškem klubu sicer trenira okoli 60 otrok. Teniška šola se je pred dobrim letom in pol povsem prenovila. Vključili smo tudi trenerja, ki je prišel iz drugod, in pa investirali smo v poseben program, ki ni usmerjen samo v razvoj otroških športnih veščin, temveč predvsem tudi njihovim osebnostnim veščinam. Gre za program Evolution Kids Tennis. Po besedah Nikodiča je prav omenjeni program eden od razlogov za vse večje zanimanje otrok za ta šport. Celo do te mere, da smo odprli izpostavo, nekako hčerinsko podružnico v Sevnici, kjer imajo otroci možnost treniranja čez poletje in spomladi, jeseni. Potem v zimskem času pa imajo možnost priti v Krško, kjer lahko koristijo to našo najnovejšo pridobitev. V prihodnje pa si želijo pozornost nekoliko usmeriti in še bolj razvijati tekmovalni tenis. Poleg same teniške šole imamo v zadnjih 3 letih tudi zelo močno člansko ekipo, kar ostaja pogosto prezrto v našem kraju. Namreč lansko leto smo zaključili na 3. mestu v prvi slovenski članski ligi. Letos smo bili malo slabši, zaradi tega, ker so nas desetkale poškodbe, ampak smo se kljub temu obdržali v prvi ligi. V teniškem klubu Krško, ki deluje že dobra 3 desetletja, posvečajo veliko pozornost tudi dejavnostim rekreativnega tenisa. V tej smeri smo tudi šli z novo podlago, kajti podlaga, ki je bila dotrajana, je bila iz kremenčevega peska, ki je zelo neprijeten za zdravje in tudi za gibanje, ker je ogromno majčih zdrsov, ki slabo vpliva na kolena in kolke. Tako da smo zdaj se odločili, da gremo v trdo podlago, ki ni betonska oziroma asfaltna, temveč gre za mešanico lepljene gume z vezivom in peskom, na katero se položi potem akril. Kot še dodaja Nikodič, je ta podlaga nekoliko mehkejša, kot je navadna trda podlaga, saj med drugim omogoča boljšo stabilnost, tako da je tudi za rekreativce gibanje veliko lažje. Po odprtju nove podlage je v klubu sledil še dan odprtih vrat. Sledi nekaj kratkih vesti. Fakulteta za turizem je namreč eden od partnerjev projekta Geotermika, v katerega so vključena še podjetja iz Nizozemske in Islandije, države z največjim poudarkom na izkoriščanju geotermalne energije. Namen organizacije konference je tudi v Sloveniji spodbuditi razvoj krožnih sistemov, kot jih imajo partnerji na Islandiji in na Nizozemskem. V petek so bile podeljene plakete Državnega sveta Republike Slovenije najzaslužnejšim društvenim delavcem in delavkam, prostovoljcem in prostovoljkam z različnih področij delovanja. Prejemnik priznanja je postal tudi Ljubo Motore. Predlagatelj za podelitev plakete Ljubu Motoretu je bil župan občine Sevnica in član Državnega sveta Srečko Ocvirk, ki se je slavnostnega dogodka udeležil skupaj s prejemnikom. Klub posavskih študentov letos obeležuje 65. obletnico delovanja in združevanja posavskih študentov pod eno streho. Skozi vse leto so pripravljali odmevne dogodke in izvajali aktivnosti, s katerimi so se želeli še bolj uveljaviti v Posavju ter se trudili, da njihovo delovanje spoznajo tudi mlajše generacije. Praznovanje častitljivega jubileja so zaključili v soboto s slavnostno prireditvijo na gradu Reichenburg. Konec novembra je v Dubaju potekalo 4. mednarodno tekmovanje v hitrostnem računanju na abakus, ki so se ga udeležili otroci iz celega sveta. Posavska Brejno-Brejnovca Din Mujakič in Teja Mežič sta se na tekmovanju odrezala odlično.
Domov sta namreč prinesla zlati medalji. Četrtega tekmovanja v hitrostnem računanju na Abakus se je udeležilo več kot 2000 otrok z vsega sveta. Tretješolka Teja z osnovne šole Raka in Din, ki obiskuje 2. razred osnovne šole Jurija Dalmatina, sta se odrezala odlično in si prislužila zlati medalji. Zato sem zelo ponosna, ker sem si jo tudi želela imeti. Pomeni mi, da sem lepo tekmoval, pa da sem tudi rešil 17 računov. Teja opiše, kako je potekalo tekmovanje. Tako, prvo smo dobili zastavice, potem smo šli noter v dvorano v koloni, pa smo se usedli pa počakali, da začnemo tekmovati. Zdaj, naša otroka sta v bistvu že tako daleč, kar se tiče stopenj braina, da sta računala brez abakusa, kar pomeni, da sta računala mentalno, abakus sta si v mislih predstavljala. Teja se je letošnjega tekmovanja udeležila prvič, Din je v Dubaju tekmoval že lani. Drugič je bil ponovno uspešen, to je ena taka velika motivacija njemu za naprej na vseh ostalih področjih tudi. Brain O'Brain je sicer svetovno znana ustanova za izobraževanje otrok, ki že 15 let pomaga otrokom razviti njihove potenciale, ki jih klasično šolstvo običajno pušča ob strani. Mi smo Dino opisali predvsem iz ene želje in oziroma volje do tega, da spodbudimo neke delovne navade. Izkazal se je kot zelo uspešen na tem področju, zelo rad hodi na Brain O'Brain. Pogoj ni bila matematika, ampak predvsem druga področja, ki jih nudi Brain O'Brain. V bistvu je bilo na voljo veliko že drugih programov, ampak me je ta najbolj pritegnil. Po eni strani tudi zato, ker je Teja že od nekdaj rada računala, že ko je bila pred šolo, je že znala računati in smo jo hoteli to še spodbujati. Pa tudi ostale koristi, ko sem brala, kaj se nudi, so mi bile v redu, pa smo se odločili potem za to. Brain O'Brain je v bistvu izobraževalni program, ki poteka po celem svetu. Ima pa dva glavna cilja, in sicer na eni strani razvijamo možgansko zmogljivost otrok, torej koncentracijo, fokus, vizualizacijo, in na drugi strani razvijamo otrokovo osebnost, kar pomeni, da razvijamo optimističen pogled na svet pri njih, samozavest, odločnost, solidarnost, vztrajnost, delovne navade. Brain O'Brain je metoda, ki otroke spodbuja, da razmišljajo in odrastejo zunaj okvirjev, še dodaja Hriberškova. Prednosti te metode opažajo tudi starši. Jaz se mi zdi, da je bolj samozavestna. Recimo marsikdo ne rad nastopa, je pa izgubila ta strah in rada predstavlja. Recimo včeraj je imela predstavitev v šoli, celo šolsko uro govorila, kako je bilo v Dubaju, tako da mi je učiteljica prav napisala, da je bilo prav pohvalno, no. Teja in Din sta z ostalimi Brain O'Brainovci v Dubaju sodelovala pri vpisu v Guinnessovo knjigo rekordov. Kot je dejala trenerka Alenka Hriberšek, gre za največje srečanje otrok, ki računajo na abakus na svetu. Ob 120. obletnici rojstva Franja Stiplovška so v Posavskem muzeju Brežice z razstavo, ki predstavlja zakonca Stiplovšek, začeli pot proti dopolnjenim 70-letjem muzeja. Razstava, ki je obenem uvod v praznovanje 70-letnice muzeja, je posvečena ustanovitelju, skrbnemu zbiratelju, slikarju in dolgoletnemu ravnatelju Posavskega muzeja Brežice Franju Stiplovšku in prav tako njegovi soprogi Ivi. Vzgib za pripravo razstave je bila 120-letnica Stiplovškovega rojstva. Zdaj pri razstavi smo nekako skušali pokazati, pravi, ta del njega kot slikarja, ta dela, ki so pridobljena, pa predvsem njuno življenje, ki je povezano z muzejem. In tukaj recimo je bilo pa zelo težko na nek način, ker seveda imamo dokumente, imamo nekaj fotografij. Glede na to, da je Stiplovšek umrl že leta 1963, je na ogled skromnejša zbirka njegovih osebnih predmetov. Pa smo našli motor, ki je sicer ni njegov, ampak je pač motor, ki ga vidimo tudi na fotografiji, ki je nekako na tistih nosilnih fotografij, in smo zelo veseli, da smo si lahko sposodili ta motor, ki prikazuje nekako, kako so v tistem času predmeti prihajali k nam, oziroma kako je Stiplovšek potoval po Posavju in pridobival še to dediščino. Kot eden ključnih elementov razstave se pojavlja še eno prevozno sredstvo, kolo Ive Stiplovšek.
To pa je njeno kolo, to pa vemo, da je, kajti seveda naše 3 kolegice oziroma 2 sta z njo delale že od leta 1980, ena od leta 1989, naš sodelavec od leta 1977, to se pravi, da je neka zgodba, ki traja skoraj 20 let, nekaj skupnih poti in tukaj pa smo lahko tudi malo več dodali, malo več povedali. Čeprav je bila gospa Iva zelo skrivnostna, predvsem je bila predana muzeju. Stiplovškova je bila velika promotorka dediščine in muzeja, saj je v njem aktivno sodelovala vse do leta 1997 oziroma do svojega 94. leta. Iva Stiplovšek je dejansko bila ves čas zraven, bi lahko rekli. Bila je v bistvu tudi ves čas vključena v muzejsko društvo, ki je bilo leta 1939 ustanovljeno v Krškem za politične okraje Brežice in Krško. In tukaj imamo en tak zelo zanimiv dokaz tega povezovanja mest in območja. Nekako je že nastalo to muzejsko Posavje, bi lahko rekli. No in ona pa je nekako imela tudi srečo, da je dolgo živela in da je do leta tam nekje 1997 tudi aktivno, se pravi pri 93 letih še aktivno ves čas nekako bila del muzeja. V drugem delu razstave so na ogled med letoma 1991 in 2018 zbrane oljne slike, grafike in risbe. V Posavskem muzeju Brežice je sicer že 30 let na ogled stalna postavitev Stiplovškovih del ob zaključku muzeja. Je pa Franjo Stiplovšek bil tudi v bistvu kar nekako priznan slikar, ta njegova dela so še na terenu, ljudje večinoma tudi imajo radi na nek način, tako da ni ravno, da bi lahko ves čas odkupovali, je to vezano tudi na neke njihove družinske dediščine, v tem prepoznajo tudi vrednoto, tako da ni ravno zdaj tega zelo veliko na trgu, se pa dobi in mi skušamo nekako to tudi pripeljati k nam. Na razstavi predstavljena umetnostna dela Franja Stiplovška, ki so se znašla na trgu umetnin, bi bila za javnost izgubljena, če bi pristala v zasebnih zbirkah, dodaja Černelič Krošljeva. Zdaj smo pa izpostavili tista dela, ki so bila pridobljena v zadnjem času, se pravi, da niso nastali na razstavi, da so bila odkupljena, večinoma odkupljena od različnih zasebnikov, zato da je muzej ves čas dopolnjeval njegovo zbirko. V 27 letih so v Posavskem muzeju zbrali 22 del, ki vsako zase predstavlja dopolnitev stalne zbirke Franja Stiplovška in pomeni kakovostno dopolnitev vrzeli slikarjevega opusa, ki zajema širok register motivnega sveta, krajino, veduto, portret in avtoportret v različnih tehnikah izvedbe. Razstava bo na ogled še vse do sredine leta 2019. Za konec pa še v staro galerijo Sevniškega gradu, kjer so na ogled dela lanskoletnega prvaka likovnega shoda Grad 2017 Alojza Raka. Alojz Rak je lansko leto prepričal komisijo s skulpturo iz češnjevega lesa, ki jo je naslovil Odhajanje. Kot prvak likovnega shoda 2017 in s tem prejemnik zlate plakete se je samostojno razstavo predstavil v stari galeriji Sevniškega gradu. Nekako sem skozi leta začutil to melodijo lesa, tako da ponekod izkoriščam samo rast, strukturo in linijo, ponekod pa povsem umetno posegam v material. Tako kot z zmagovalnim delom lanskega likovnega shoda. Tam je ena kombinacija, bi rekel, konkretnega rokodelske intervencije in tista izkoriščena naravnost materijala oziroma neke napake, ki se pojavljajo, ki jih lahko s pridom uporabiš. S svojimi deli pripoveduje različne zgodbe, ki jih ustvarja v prav tako različnih tehnikah. Alojz Rak je namreč rezbar, kipar, restaurator, pa tudi oblikovalec unikatnega pohištva. Moj nabor dela in ustvarjanja je dosti širok, od poslovnih daril, manjših stvari, do takih pohištvenih kosov, ki so posebej dizajnirani za naročnika, do izdelave novih oltarjev ali restauriranja starih. Rak se z oblikovanjem lesa ukvarja že vrsto let, saj je tudi njegova samostojna poklicna pot tesno povezana s tem naravnim materialom. Jaz in družina smo se od tega preživljali, žena je tudi delala, vendar kljub temu je to plavanje na trgu, jaz nisem imel vzporedne,
zaposlitve in da mi je to popoldanska zadeva. Tako da pravzaprav sem to nekako, nisem imel nič ločeno, kaj je moj hobi in kaj je moje delo. Vendar je bilo primarno to, da si za naročnika delal, ker si enostavno potem račune pokrival. Zato je mogoče zdaj malo več časa, da lahko pa kakšne zadeve pokažem. S pomočjo spretnih rok in domišljije lahko nastane marsikaj, bodisi v uporabni, bodisi v likovni umetnosti. Nekaj sem delal tudi iz kamna, ampak primarno mi pa je les, ker ga bolj poznam, bolj lahko izkoristim, bi rekel, naravne danosti, poznam fizikalne zakonitosti in tako naprej in tukaj kar dosti domače plavam, ja. Na letošnjem likovnem shodu je za delo Relief na klancu prejel srebrno plaketo. Sem spet izkoristil v navednicah eno anomalijo v lesu ali pa skratka, pri enem majhnem koščku sem dobil asociacijo na Cankarjeve brke, no potem je tako nastal ta skulptura ali objekt, sestavljenka par nekih elementov, skratka, ja, so ga dobro ocenili, ja. S spretnostjo in z domiselnostjo je v materialu, s katerim najraje ustvarja, ponovno oživil estetske oblike. Z razstavo na Sevniškem gradu zaključujemo tokratni Posavski tednik. Vabljeni v našo družbo znova čez teden dni. Hvala za pozornost in nasvidenje.